Dr. Mirjam Sepeš-Imavčec se je rodila leta 1971 v Murski Soboti. Osnovno šolo je obiskovala v Radencih, srednjo šolo pa na tedanjem srednješolskem centru tehniško-pedagoške usmeritve v Murski Soboti. Študij je nadaljevala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, kjer je leta 1996 diplomirala na študijskem programu računalništva. Istega leta je pričela s podiplomskim študijem po programu enovit doktorski študij. Doktorsko dizertacijo je uspešno zagovarjala leta 2001. Dizertacija je bila v obliki doktorskega članka leta 2001 nagrajena na konferenci ERK kot ena od dveh najboljših doktorskih nalog z področja elektrotehnike in računalništva. Dr. Mirjam Sepeš-Imavčec je trenutno zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, kjer predava na študijskem programu telekomunikacije. Njeno raziskovalno področje so jezikovne tehnologije, predvsem statistični modeli pregibnih jezikov in statistično strojno prevajanje. Pomurska akademkinja dr. Mirjam Sepeš-Imavčec je po svoji osnovni izobrazbi doktorica računalništva. Zato dosta ljudi preseneti, ko nam predava pa čisto druge stvari, povezane z jezikom. Seveda je to lepi primer, ki nam pokaže, kako se da računalništvo uporabiti, aplicirati bistveno na vsakšno področje vsakdanjišnjega življenja. Doktorica Mirjam Sepeš-Imavčec je že v času študija za svojo diplomo dobila eno najvišjih nagrad. In tudi, ker njeno znanstveno-raziskovalno delo, s katerim nadaljuje na fakulteti, je zapisano tome, ko napravi nekaj novega, ko napravi nekaj takšnega, kot drugi ne, ko je vrhunska na svojem področju. In vrhunska je seveda ne samo na znanstveno-raziskovalnem področju, ampak je tudi odlična mentorica, zato ker ima za sebe že eno široko skupino mladih raziskovalcev, s katerimi sodeluje, jih usmerja in v toj ekipi in samo v takšni ekipi tudi klejko dosega takšne odmevne raziskave, rezultate, kakih. Predstavljene bodo aktivnosti prvega leta trajanja projekta SUMAT, ki ga sofinancira Evropska unija. Cilj 3 leta trajajočega projekta je razviti sistem avtomatskega prevajanja podnapisov za 9 evropskih jezikov, med katerimi je tudi slovenski jezik. V prispevku bo predstavljena problematika, s katero se srečujejo raziskovalci manjših jezikov. Razvoj jezikovnih tehnologij za majhne jezike je ključnega pomena za ohranjanje njihovega obstoja v družbi velikih svetovnih jezikov. Višno se še lejko spomnimo, kako je dolgo nazaj bilo dosta menje podnapisov, kot dnes. Pa tudi, dosta krat so bili nenatančni, šlampasti, po domače. Zato nas lejko začudi, kako to, ko je dnes praktično že na vsakši televizijski postaji, vsakšen film lejko podnaslovljeni. Razlog za to bomo zvedeli dnes. Pomurska akademkinja dr. Mirjam Sepeš-Imavčec je ena pomembnih sodelavk pri mednarodnem projektu, v katerem so zastavili računalniško elektronsko podnapisovanje filmov in to v 9 jezikih, seveda tudi našem. In to je tudi razlog, ko je dnes nekšno besedilo podnasloviti dosta hitreje, enostavneje in tudi bolje natančno, hkrati pa seveda na tej način tudi, ker gratajo vsebine dosta bolje dostopne. Za takšnim avtomatskim podnaslavljanjem lejko razumemo tudi filme ali pa druge vsebine v jezikih, ker jih redko štoj v Pomurju ali pa tudi širše, ker je redko štoj goči. V prevajalski industriji ima prevajanje podnapisov največji delež. Kvaliteto prevodov ogrožata ključna dejavnika, to je čas in denar. Pri tem velja izpostaviti ogroženost jezikov, ki so tržno manj zanimivi. Strojno prevajanje lahko odpravi ali vsaj omili ovire, ki jih v vsakodnevni komunikaciji predstavljajo različni jeziki. Hvala za besedo. Moja letošnja predstavitev je nadaljevanje lanskoletne predstavitve, v kateri sem predstavila projekt SUMAT, ki smo ga takrat ravno začenjali.
Letos bi vam pa predstavila rezultate projekta, ki smo ga zdaj izvajali nekje okrog enega leta. Zdaj, če se spomnite, je ideja projekta SUMAT izdelati sistem avtomatskega prevajanja podnapisov. Zakaj? Ker so analize pokazale, da se potrebe po prevajanju podnapisov iz leta v leto povečujejo in prevajalci so pred velikim problemom. V smislu, prevode je treba zagotoviti v zelo kratkem času, ob določeni visoki kvaliteti prevodov. In ideja projekta je, pomagajmo prevajalcem z sistemom avtomatskega prevajanja. Kako? Tako, da najprej sistem generira avtomatski prevod, potem ga pa prevajalec zgolj korigira. In ob začetku projekta smo obljubili, da bomo prevajalcem skrajšali čas za nekje 20% za tem našim sistemom. Zdaj v projektu je vključenih nekje 9 jezikov, sestavljenih v 14 jezikovnih parov in naša skupina je odgovorna za jezikovni par slovenščina-srbščina. Zakaj ravno ta jezikovni par? Ideja je v tem, da poskušamo v analizah zaobseči tudi raziskave, ki pokrivajo prevajanje med dvema sorodnima jezikoma. Zdaj, kako taki prevodi, ki jih prevajamo, izgledajo? Tu imamo 2 vzorca. Vsak tak dokument z podnapisi je sestavljen iz zaporedne številke podnapisa, potem sta 2 časovni kodi in podnapis v 2 ali 1 vrstici. Zdaj, kaj te časovne kode pomenijo? To je čas, ko se podnapis pojavi na video podlagi in čas, ko iz video podlage izgine. Tukaj imamo 2 primera podnapisov v slovenskem in srbskem jeziku, ki sta prevod istega izvornega dokumenta. In že nekako nakazujeta probleme, s katerimi smo se srečali v nadaljevanju. Bomo videli, zakaj. Kaj je bila naša prva naloga? Odločili smo se, da prevajalcem čim bolj skrajšamo čas v projektu oziroma njihove napore in smo rekli, dajte vi vse dokumente, ki jih imate v svojih arhivih, skopirati v en skupen prostor, potem bomo jih pa mi avtomatsko obdelali. In prvi problem, s katerim smo se srečali, je bil, dokumenti so prihajali v zelo različnih formatih, enih lastniških, enih odprtih, znaki so bili kodirani po različnih kodnih tabelah in naša prva naloga je bila prevesti vse dokumente na nek skupen imenovalec. Odločili smo se, da smo vse dokumente pretvorili v tekstovni format in izbrali UTF-8 kodiranje, ki pokriva vse znake abeced jezikov, ki so vključeni v projekt. Naslednja naloga je bila, zbrali so se v skupni bazi dokumenti v različnih jezikih. Čeprav so določena imena dokumentov vsebovala kodo jezika, temu nismo zaupali, pa smo rekli, dajmo detektirati oziroma identificirati jezik v dokumentu z nekim programom oziroma z neko metodo. To je program LingvaIdent in izkazalo se je, da zelo zanesljivo detektira jezik, v katerem je dokument zapisan in tako smo prečesali celotno bazo dokumentov in vsakemu dokumentu pripeli kodo, ki je določala jezik. Naslednja stvar je bila, prevajalnik za to, da se prevode uči, potrebuje pare dokumentov. Se pravi, mora vedeti, ta dokument je prevod tega dokumenta. In ker smo mi zdaj imeli v eni bazi zbrano eno množico dokumentov, smo jih želeli povezati v pare. In ker, če se enkrat še vrnem nazaj, vidimo, da so ti dokumenti označeni s časovnimi kodami, smo rekli, dajmo pare iskati avtomatsko, saj če so dokumenti prevodi istega izvornega dokumenta, potem se časovne kode v dokumentih, ki so prevod en drugega, ujemajo. In tako je bil razvit zelo preprost postopek ugotavljanja ujemanja časovnih kod. In ko smo ta postopek preverili na vseh jezikovnih parih projekta, se je izkazalo, da je deloval na vseh jezikovnih parih, razen na dokumentih v slovenščini in srbščini. Torej problem, zakaj ne deluje nad dokumenti, ki smo jih imeli mi v obdelavi? Izkazalo se je, da je slovenski in srbski jezik tržno manj zanimiv in zato prevajalci, ki prevajajo ta 2 jezika, ne razpolagajo z šablono. To je dokument pripravljen v angleščini in vsak prevajalec ga ima na voljo. Ko prevaja neko audio-video vsebino, ima hkrati šablono v angleščini, ki mu je osnova za prevode. Slovenski in srbski prevajalci te šablone niso imeli. Dobili so zgolj audio-video posnetek, ki so ga morali v čim krajšem času prevesti. In tako so generirali zelo različne prevode. Torej, poravnavanje dokumentov za nas ni delovalo. Smo pa imeli
vseeno do določene mere srečo, naši dokumenti so prihajali iz istega vira in ko smo si pogledali malo imena dokumentov, smo videli, da tisti, ki sodijo skupaj, si delijo isto kodo. To je za en tak primer. In če smo se naslonili na te kode, smo v 90% našli pare, ki so dejansko res bili pari. Ostalih 10% smo pa poravnali ročno. Naslednja stvar je, mogoče to malo preskočim, ni toliko pomembno, kako se prevajalnik uči. Prevajalnik potrebuje dokumenta, ki sta prevod en drugega poravnana. To pomeni, prva enota oziroma prva vrstica v enem dokumentu je prevod prve vrstice v ustreznem dokumentu, ki ima par. Zato smo se vprašali, če gre za prevajanje podnapisov, kako se bo prevajalnik boljše učil, ali mu damo po vrsticah podnapise ali pa povedi. Ker nismo imeli odgovora, smo sočasno izvajali oboje. Torej smo pripravljali poravnane podnapise in povedi in pač pričakovali, iz katerih se bo pa zdaj prevajalnik znal lepše učiti. Kako poravnavati? Uporabili smo dva postopka, en je temeljil na štetju besed v povedih oziroma podnapisih, drugi postopek pa na časovnih kodah. Smo rekli, poravnavajmo glede na časovne kode. In kaj so bili naši problemi? Tu imamo nekaj primerov. Ugotovilo se je, da čeprav gre za prevode istih stavkov, se časovne kode ne ujemajo. Zdaj, če tukaj malo pogledamo, vidimo, da z isto barvo so označeni prevodi. Časovne kode se pa najbolj ne ujemajo. Če pogledamo recimo tukaj v modri, ta dva sta prevoda, če pa pogledamo časovne kode, pa zelo odstopajo. In mi smo uporabljali toleranco 1 sekunde. Torej, kar je odstopalo za več kot 1 sekundo, nismo zaupali. In tukaj vidimo, da naš algoritem je generiral popolnoma napačne poravnave, ker pač mi vemo, kaj so prave, stroj pa tega ne ve. Potem naslednji problem, s katerim smo se srečali. Videli smo, da določeni podnapisi se pojavljajo zgolj v enem jeziku, prevajalec v drugi jezik jih je pa enostavno preskočil. Nekako se je pokazalo, da so tisti, ki so prevajali na srbski strani, bolj dosledno prevajali, Slovenci so pa malo bolj hiteli, pa kakšne kratke prevode spuščali. In posledično nam je pač to predstavljalo neko določeno oviro. Potem poravnavanje več prevodov z večjimi. Tukaj vidimo, da se kar prepletajo. Ne moremo recimo tega podnapisa poravnati s tem, ker en del podnapisa se nahaja v naslednjem. Torej, tako prepletanje je spet kar velik problem pri poravnavanju. Oba postopka smo preizkusili tako na povedih kot na podnapisih in se na koncu odločili, da bomo nadaljevali. Zato so neki rezultati, pravilnost, natančnost, priklic, uspešnost poravnanega gradiva. Odločili v glavnem smo se, da bomo nadaljevali z podnapisi, ki smo jih uspeli poravnati na podlagi časovnih kod. Na ta način smo pridobili korpus približno 1,5 milijona besed v velikosti. Zdaj vidimo, da srbski prevajalci so spet vložili malo več v tem našem konkretnem primeru in korpus obsega več besed, čeprav gre za poravnane prevode kot na slovenski strani, ali so pa mogoče slovenske besede vsebinsko povejo več, ne vem. No, naslednje vprašanje, ki smo si ga postavili, je bilo, ali mi lahko to naše gradivo na kak način dodatno obogatimo. Vemo, da obstajajo postopki, ki besednim oblikam pridružujejo določene slovnične lastnosti. In ker je to na voljo tako za slovenski kot srbski jezik, smo našo besedilo označili z naslednjimi dodatnimi informacijami. Kaj je lema posamezni besedni obliki, to je ista normirana oblika, kaj je njena part of speech kategorija, to pomeni, ali je beseda samostalni glagol, in potem dodatne slovnične lastnosti, spol, sklon, število. Te informacije smo dodatno dodali gradivo, kako je potem gradivo izgledalo, besedna oblika, njena lema, part of speech kategorija in MSD oznaka. Tako smo celotno gradivo označili in potem prevajali. In tu so zdaj prvi rezultati naših prevodov. Verjetno vam te številke spet nič ne povedo, mogoče za orientacijo. BL metrika je metrika, pri kateri želimo čim večjo številko. Zgornja meja je nekje 100, predstavlja 100%, in če je ta vrednost nad 40, je to že dokaj uporaben sistem. 20% je nekje meja uporabnosti. Potem ter je metrika napak, tu si želimo čim manjšo vrednost. Potem ta stolpec vam nekako pove, da 13%, recimo v tem primeru, je generiral stroj prevod, ki je identičen referenci. In zadnji stolpec, računali smo Levensteinovo razdaljo 5, ta nam pove, da je 32% recimo podnapisov takšnih, da je bilo potrebnih le 5 pritiskov na tipko, da se je korigiral v prevod, ki je identičen referenci.
Pa mogoče za konec še nekaj primerov, takih kratkih podnapisov, kje so se pojavljale napake. Ti primeri so vzeti iz prevajanja srbščina-slovenščina, recimo ovo je muzički postala mešavina, vidimo tam, da je recimo to je glasbe ni postala mešanica in če si še pogledate na hitro ostale, večina napak izhaja iz morfologije oziroma slovnice jezika. Zdaj v nadaljevanju bomo skušali naš korpus, na katerem se prevajalnik uči, razširiti. Različne kombinacije teh morfoloških oznak bomo preizkušali. Največji problem projekta je pa ta, da je vso gradivo, s katerim delamo, avtorsko zaščiteno. Čeprav se je pričakovalo, da bo dano v neko odprto uporabo, tega dovoljenja od prevajalskih podjetij nismo dobili. Tako da bo ostalo vse v okvirih izvajanja projekta in komercialni produkt v osnovi na voljo le partnerjem projekta. To je pa tista slaba stran. Analize trga so pokazale, da je promet, ki ga je ustvarila prevajalska industrija Evropske unije, med letoma 2006 in 2008 narasel za 50%. Na področju računalništva in informatike raziskujejo o pomurski akademkinji dr. Mirjam Sepeš-Imavčec še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Aleš Časar, pomurski akademik dr. Iztok Fister, pomurski akademik dr. Matej Gomboši, pomurski akademik dr. Jožef Đorkoš, pomurski akademik dr. Davorin Kofljač, pomurski akademik dr. Renato Lukač, pomurski akademik dr. Robert Meuric, pomurski akademik dr. Andrej Tibaut in pomurski akademik dr. Borut Žalik.